Dober dan želim vsem, ki ste z nami pred televizijskimi sprejemniki. V ukrepih skupne kmetijske politike za finančno obdobje 2014-2020 ekološko kmetovanje opredeljeno kot samostojen ukrep, za katerega pa bomo namenili nekoliko manj sredstev kot doslej. Mnenja o prihodnosti in možnostih ekološkega načina kmetovanja ter o promociji trženja ekoloških pridelkov smo zbrali na 7. strokovni konferenci, ki so jo pripravili na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Nabito polna velika predavalnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru priča, da zanimanje za ekološko kmetijstvo narašča. Zbralo se je več kot 250 ljudi iz vse Slovenije, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo ali pa jo strokovno usmerjajo. Trenutno kmetuje ekološko dobrih 3000 kmetov. Vseh kmetov v Sloveniji, ki vlagajo subvencije, naprimer, je pa slabih 60 000. Trenutno je bilo po teh zadnjih podatkih lani v kontroli skoraj 40 000 hektarov in to je 8%. Žal pa je med cilji novega programa razvoja podeželja zapisano, da bo nekako v sistemu subvencioniranja bilo 35 000 hektarov ekoloških površin in 11 000 površin v preusmeritvi, kar pomeni, da od trenutnega stanja teoretično bo denarja samo še za 5000 hektarjev novih površin. Tukaj tudi veliko pridelovalcev takih, ki so se odločili za preusmeritev, kaj jih čaka v tem novem obdobju? Ja, jaz upam, da se bo glede na to, kar je poslano v Bruselj, še kaj spremenilo. Sicer nas vse, ki delamo na ekološkem kmetijstvu, ne čakajo ravno, spodbudne zadeve. Predvsem glede na težave, socialne probleme, mislim, da so premalo podprti manjši kmetje, ki bi si lahko organizirali delovno mesto, ki bi se lahko, socialno osamosvojili, kar je tudi, cilj naših študijskih programov, ki jih vodimo na fakulteti, ampak ne vidim, da to uradna državna politika povsem podpira. Pravzaprav se temu tudi sama čudim, kajti nekako se mi ne zdi sprejemljivo, da v te nove dokumente, ki se trenutno pišejo v državi, za nov program razvoja podeželja namenimo manjšo količino denarja, recimo kot bi jo potrebovalo po kriterijih zdajšnjih nadomestil oziroma plačil za obstoječe stanje do leta 2020. V bistvu nekako se predvideva, če bo ta osnutek, ki je bil poslan v neformalno proučevanje v Bruselj, ostal tak, kot je, da bo pravzaprav denarja za manjše ekološke kmetije čez 5-6 let zmanjkalo. Vsekakor to ni prava odločitev oziroma prava strategija. Vsaka kmetija, tudi manjša, ki dela ekološko, da svoj prispevek k varovanju okolja, k pridelavi kakovostnejše, resnično zdrave hrane, ki ni obremenjena z agrokemikalijami. Strokovna konferenca je tudi priložnost za predstavitev Zveze ekoloških kmetov, posameznih ekoloških kmetij in vseh, ki tržijo ekološke izdelke. Izvajamo akcije promocijske in informacijske akcije po celi Sloveniji. Predvsem si želimo tudi priti v odročnejše, manjše kraje, ker udeležba ni kar tako zagotovljena, kot je v urbanih središčih ali pa tukaj, ker ponavadi je vedno dovolj obiskovalcev. Se trudimo tudi za tiste ljudi, ki nič ali pa zelo malo vejo o ekološkem kmetijstvu ali pa se šele odloča, da bi kot kupec ali posegla po teh izdelkih ali pa kot kmet, da bi morebiti se seznanil pa en dan se preusmeril v ekološko kmetijstvo. Končni cilj je pa seveda večja poraba ekoloških izdelkov in tudi večja ponudba ekoloških izdelkov na čim več različnih prodajnih mestih.
Matija Kaštelan študira na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Prihaja iz ekološke kmetije na hrvaškem otoku Rabu. V Sloveniji je študiral ekonomijo že njegov oče. Študij ekološkega kmetijstva pa je Matija izbral, ker želi pridobiti z tega področja še strokovno znanje. Ukvarjamo se z ekološkim kmetijstvom, lastna pridelava in lastna prodaja. To so v bistvu čisti naravni izdelki na osnovu medu in drugih čebeljih izdelkov, divjih in gojenih rastlin. Olivno olje imamo tudi in naravna kozmetika na bazi olja, na bazi šentjanževke, sivke, rožmarina in tako. Kmalu se boste predstavili tudi na ljubljanski tržnici s svojimi izdelki? Ja, zdaj smo se tudi registrirali kot podjetje v Sloveniji in začetkom marca upam, da bomo prišli na glavno tržnico v Ljubljani. Pomembno je še, da sem od leta 2012 redni študent na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, smer ekološko kmetijstvo. In imam še 5 izpita do konca oziroma 6, pa magistrska naloga, pa je to za moj študijski čas v Sloveniji. Med strokovnimi temami so na konferenci spregovorili tudi o sredstvih za varstvo, nego in krepitev rastlin. Predno uporabimo eno zelo malo število sredstev za varstvo rastlin, ki imajo dovoljenje tudi za ekološko kmetijstvo, pa si lahko pomagamo tudi številnimi snovmi, ki so naravnega porekla, ki jih pogosto lahko tudi zaužijemo kot hrano, kot prehransko dopolnilo. Uporabljamo recimo za nego kože, kot so recimo različne gline, ki jih tudi lahko užijemo in podobno. Ko pa želimo tako snov uporabiti v smislu dviga odpornosti rastlin proti boleznim in škodljivcem, pa se pojavita dva problema. Prvi je ta, da bi to morali nekako registrirati kot uradno sredstvo za varstvo rastlin, če ni nekega komercialnega interesa firme, dobavitelja in pa tudi nekega velikega ponudnika. Tako sredstvo nikoli ne more priti na listo dovoljenih sredstev za varstvo rastlin. Drug problem v povezavi s tem pa je še tudi na nek način diskriminatornost, ker takih dovoljenih sredstev imajo v drugih evropskih državah v ekološkem kmetijstvu bistveno več kot pri nas na eni strani, na drugi strani pa pravzaprav, ker to niso sredstva registrirano kot gnojilo ali pa kot fitofarmacevtsko sredstvo, ki imajo znižano davčno stopnjo. Pravzaprav potrošnik, ki to želi uporabiti, tudi ekološki kmet, bi pravzaprav moral plačati še celo poln davek, polni DDV, kar pomeni, da pravzaprav je tudi to nekako skregano z idejo, da bi imeli nekoč tudi v Sloveniji zeleno davčno politiko. Na konferenci so predstavili tudi možnost ekološke pridelave znotraj vodovarstvenega območja. Komunalno podjetje Ormož na 17 hektarjih obdelovalnih površin znotraj vodovarstvenega pasu prideluje ekološka žita in ajdo. Smo rekli, v prvem vodovarstvenem pasu želimo in tudi smo pridelali praktično poljščine, 3 poljščine, ajdo, pšenico in pa oves. In na nek način področju želimo Sloveniji, pa tudi drugim dokazati, da se tudi na vodovarstvenih področjih da kmetovati brez vsake kemije, se pravi z naravnimi načini česali, in to želimo potem tudi v obliki izdelkov plasirati potrošnikom. Ekološka prodajna uspešnica so doma pridelana semena. Mi smo začeli leta 2007 s 7 kmeti in pa dopolnjevali našo ponudbo z avstrijsko semenarsko hišo, ki so nam tudi mentori. Zdaj imamo tam nekje od 15 do 20 aktivnih kmetov, kooperantov, ki pridelujejo za nas. Na trg smo dali že več kot 60 sort in v letošnjem letu se lahko pohvalim, da imamo prvo leto na trgu tudi čebulo belokranjko v čebulčku iz naše slovenske pridelave.
predvsem v urbanem in primestnem okolju narašča tudi zanimanje za permakulturo. Kultura se sooča z vsemi človekovimi vprašanji in ne samo z pridelavo hrane. Nekdo, ki je pravi permakulturnik, v bistvu tudi ima to skrb za okolje, se pravi na področju varovanja vode, recimo ukvarjanje z smetmi, z oblačili, se pravi, da troši oziroma potrebuje točno toliko, koliko potrebuje, ne kupuje nekaj na zalogo in ne dela teh stvari. Ljudje, ki se za to odločajo, so ponavadi višje izobraženi oziroma zelo visoko izobraženi in tudi iščejo veliko seminarjev in hodijo na različna izobraževanja tudi izven Slovenije. Kar se pa tiče recimo ekološki kmetovalci, ki se spogledujejo z permakulturo, pa je to večinoma dodatna ponudba na ekološki kmetiji. Proizvodnja orodja in pripomočkov za ekološko obdelovanje ponuja še veliko neizkoriščenih poslovnih priložnosti, predvsem za manjša inovativna podjetja. Orodje za ekološko obdelovanje tav je lahko tudi žica oziroma žični uničevalec plevela. Znanje sta združila inovator in ekološki kmet Jakob Črnoga in mladi inženir mehatronike Matjaž Brglez. Uporablja lahko vsak, ki ima doma vrt. Dosti bolj uporabna je tudi za tiste, ki imajo večje vrtove, za ekološke kmetije, kjer se ne uporabljajo škropiva in te zadeve. Dejansko za vsako obdelano zemljo. Vsako tako delo je neko razvijanje, neko pričakovanje, da nekaj bo. In tu tudi človek mora biti pripravljen, da iz tega ne nastane nič. Slučajno pa se tu in tam nekaj vseeno posreči in to je pomembno za napredek gospodarstva in tudi za osebni napredek človeka. Razpravljavci so opozorili tudi na novi pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil in na novost v sistemu javnega naročanja, saj morajo od letošnjega leta javni zavodi po uredbi o zelenem javnem naročanju vključiti v obroke najmanj 10% ekoloških živil oziroma živil iz preusmeritve. To dejstvo pa je lahko poslovna priložnost tudi za domače ekološke pridelovalce. Reforma skupne evropske kmetijske politike za obdobje 2015-2020 prinaša spremembe v višini in načinu izplačevanja neposrednih plačil. V Sloveniji lahko izbiramo med 3 modeli neposrednih plačil, med katerimi moramo v naslednjih mesecih izbrati najustreznejšega in ga do junija letošnjega leta predložiti Evropski komisiji. Trenutno pa v vsej državi potekajo razprave o tem, kateri model bi bil za večino pridelovalcev najustreznejši. Mnenja o tem, katerim kmetijskim panogam v prihodnje nameniti največ sredstev in kakšen naj bi bil učinek neposrednih plačil, pa so trenutno deljena. Reforma skupne evropske kmetijske politike v programskem obdobju do leta 2020 prinaša zmanjševanje in prerazporeditev neposrednih plačil. Sredstva, ki jih bomo namenili za neposredna plačila, bodo v letošnjem letu znašala okoli 138 milijonov evrov. Do leta 2019 pa jih bomo postopno zmanjševali do 134 milijonov evrov. Neposredna plačila naj bi v prihodnje izplačevali po shemi osnovnega plačila, zelene komponente, shemi za mlade kmete, shemi za male kmete in prostovoljno proizvodno vezanih plačil, ki jim lahko v nacionalni ovojnici namenimo največ 15%. Dejansko proizvodna vezana plačila kot prostovoljen ukrep ima možnost država 15% ovojnice nameniti, vendar smo pa na drugi strani ponovno strani Evropske unije zavezani, da se proizvodno vežejo samo določeni sektorji in torej tisti sektor, ki ga proizvodno vežeš, mora biti bodisi v ekonomsko slabši situaciji ali mora biti zaradi socialno-ekonomskega pomena vzpodbujen, nikakor pa ne smemo
razmišljati v tej smeri, da bomo s proizvodno vezanimi plačili pospeševali proizvodnjo, ker to je v nasprotju z samo filozofijo skupne kmetijske politike. Posamezna evropska država lahko sama izbere model, po katerem bo v prihodnje izplačevala neposredna plačila. Izbira je možna med 3 modeli: regionalnem modelu, modelu delne konvergence, odloči pa se lahko tudi za redistributivno plačilo. Vsi modeli naj bi vplivali na prerazporeditev neposrednih plačil po posameznih kmetijskih sektorjih, kakor tudi po regijah. Po mnenju poznavalcev naj bi bil vpliv prerazporeditve z najmanj izgubami za posamezna kmetijska gospodarstva najmanjši pri modelu delne konvergence. Zato se tudi največ slovenskih razpravljavcev nagiba k izbiri tega modela. Po njem namreč kmetija ohranja vrednost plačilne pravice, ohranja tudi zgodovinske pravice, vrednost obojih pa se postopno znižuje. V okviru tega modela vrednosti plačilne pravice ne smemo znižati za več kot 60%, vrednosti osnovnega plačila pa ne za več kot 30%. Znotraj tega imamo zopet potem možnost, da plačilne pravice delimo na novo ali ohranimo stare plačilne pravice ali se odločimo za proizvodno vezana plačila. Če se zanje odločimo, kakšen odstotek ovojnice bomo namenili za proizvodno vezana plačila, za katere sektore bomo namenili. Potem odločimo se lahko tudi glede v okviru zelene komponente, glede ekvivalentnih praks, ali jih bomo izvajali ali jih ne bomo izvajali. Potem odločimo se tudi lahko za dodatne kriterije pri mladih kmetih v okviru dodatnega plačila za mlade kmete. Odločimo se lahko tudi za to, ali bomo izvajali shemo za male kmete ali te sheme sploh ne bomo izvajali, in pa glede aktivnega kmeta. Povprečno bo v Sloveniji povprečno enako denarja, kot je do sedaj. To je naš hudi uspeh, ker je prva ponudba bila katastrofalna, skoraj zmanjšanje za polovico, tako da to je dobra informacija. Druga informacija je pa naslednja, da kljub vsemu bo prišlo do zbliževanja med polje, med travinjem, torej katerikoli model vzamemo. Od tega bo imelo večje korist tisti, ki so bolj ekstenzivni, kot tisti, ki so bolj intenzivni, ali pa če povem bolj plastično, pridobivajo, vsaj delno pridobivajo tisti, ki imajo več travinja, in izgubljajo tisti, ki imajo več pol. Gre za zelo pomembno vprašanje tega trenutka. Zbornica se aktivno vključuje v te razprave, tako skupaj z ministrstvom, upravljamo pa tudi široko razpravo znotraj članstva, predstavljamo model na območnih enotah in seveda tam dopustimo oziroma omogočimo kmetom, da izrazijo svoje mnenje in predloge, dajo pobude. Ta trenutek formalna stališča še niso oblikovana, ker jih morajo pač obravnavati organi zbornice in se predvideva to nekje konec marca, sicer pa, oziroma sredina do konec marca, sicer pa se izpostavljene ključne dileme in že danes lahko govorimo o tem, kaj je tisto, na kar bo treba dati največ pozornosti. V javne razprave so se ob strokovnjakih z različnih področji aktivno vključevali tudi pridelovalci in rejci, ter opozarjali na posledice, ki jih pričakujejo po uvedbi nove sheme. Več problem pri Slovencih, tako kot ste dele postavljene, oziroma je postavljeno za naslednjih 7 letih, je v tem, da se gre v neko uravnilovko, ne glede ali prideluješ hrano ali ne prideluješ hrane, pravzaprav prihajajo enaka sredstva na hektar na kmetijo. In to je pa, mislim, da je katastrofa za državo, ker proizvodna hrana v Sloveniji konstantno pada. Če vzamemo, kar so se uvedle te subvencije, se sredstva za subvencije so se povečevala, zdaj so nekako stabilizirana, ampak proizvodna hrane pa konstantno pada. To pomeni, da je s tem sistemom nekaj hudo narobe. Kaj bi vi predlagali, na kak način bi ta izplačila morali izplačevati in komu, da bi bil učinek mogoče večji, predvsem na tem področju pridelave hrane? Če želimo nekaj dejansko premakniti na področju pridelave hrane, potem bi verjetno končno se morali odločiti, da bomo res podprli tistega, ki proizvaja za sebe, predvsem pa tistega, ki proizvaja tudi za trg. Pri tem Evropska unija dopušča možnost, da lahko vsaka država postavi kriterije, kdo je sploh upravičen do
plačil. Tukaj je lahko možno postaviti pogoje, kdo sploh je aktivni kmet, ker nekatere države in tudi Slovenija na podlagi dosedanjih izkušenj ugotavlja, da je kar veliko tistih, ki se potegujejo za proračunska plačila, pa sploh ne gospodarijo na površinah. Takšne špekulante nekaterim rečejo, da se privežejo na nek način na proračun, na plačila, do katerih nikakor ne bi smeli biti upravičeni. Jih je v evropskem prostoru veliko, vendar bi takšne upravičence morali na vsak način izločiti. To dopušča tudi zadnje spremembe. Kriteriji bi morali biti ali pa so možni v smislu, da je potrebno nek minimalen obseg proizvodnje zagotavljati na svojih površinah ali pa bi lahko postavili pogoje, kakšna je minimalna obtežba. Na območjih, kjer ni možno zmerno intenzivno gospodariti na površinah, tudi takšnih območij je v Sloveniji kar precej, pa je možna uvedba tako imenovanega redukcijskega količnika, kar v praksi pomeni, da na več hektarjih površin pridobimo samo eno plačilno pravico, s čimer pa glede na dejanski potencial in proizvodne možnosti teh območij, glede na stanje pred začetkom izplačil, proračunskih plačil, tudi takšna gospodarstva nikakor ne bi bila oškodovana. Tega denarja je bistveno manj, konkretno največ zgubivamo govedorejske kmetije. Če sem malo kalkulacijo potegnil, v letu 2019 bomo dobili cirka 30 ali pa 20% teh subvencij, kaj dobimo zdaj. Kajti ne bo več zgodovinskih plačilnih pravic in to je pretežno del, ki govedoreja izgubi. Mi bi morali v naslednji finančni perspektivi in tudi dolgoročno vse narediti, da bi povečali število govedi z zdajšnjih 450 tisoč na 500 oziroma 550, kot je bilo recimo pred 25 leti. In če hočemo, da bodo naše travnate površine obdelane in da bomo tu zagotovili urejeno kulturno krajino, bi morale biti usmeritve razvoja kmetijstva in pa predvsem razvoja govedoreje usmerjeno to, da se poveča stalež govedi. Predvidevamo, da število moznic bo ostalo nekje na 110 tisočih, čeprav jaz osebno mislim, da bi lahko tudi število moznic povečalo na 130 ali pa celo 150 tisoč krav. In mislim, da brez kakšnih večjih naporov je Slovenija sposobna pridelati 100 milijonov litrov mleka več kot danes. Tukaj je seveda potrebna pomoč, kar se tiče načina reje, predvsem z reje mlade živine. Velike rezerve imamo na področju pridelave kakovostne volumnozne krme. Mislim, da tukaj kmetje veliko izgubljajo. Drugo področje, kjer vidim možnosti za govedorejo, so pa predvsem povečanje vzreje krav dojil. Zdaj imamo okrog 60-65 tisoč krav dojil, vendar Slovenija bi lahko vzredila več krav dojil. In mi bomo morali vse narediti, da bi povečali povprečno število krav dojil na kmetijo. Danes, če pogledamo, imamo okrog 20 tisoč kmetij, ki imajo krave dojilje. To pomeni manj kot 3 krave dojilje na kmetijo. In spodbujati moramo kmetije, ki bi imele pač večje število krav dojil in ki bi dolgoročno zagotovile ponudbo kakovostnega govejega in telečjega mesa na slovenskem trgu. Usmerili smo, se pravi, družinske kmetije v prirejo mesa, mleka, zelenjave, žita in spodbuja to, ne pa, tako sem rekel, zanač travinje in njive na isto ravno. Travinje se rabi za krmo živali, ne, ampak za hrano posledično se rabi več poljedelskih površin, če gledamo kruh in vse ostalo. Tukaj govedorejci sigurno dosti izgubljamo, tako sektor mleko kot pitanci, predvsem zaradi zelo velike vrednosti zgodovine, ki je bila v preteklem obdobju v neposrednih plačilih. In tukaj je izguba do leta 2020 kar zelo velika, verjetno
pri veliko kmetijah tudi do 50%. Kako to ocenjujete, kaj se bo zgodilo? Kakšni so odzivi med vašimi člani? Ja, odzivi so zelo burni, sigurno. Namreč subvencije so na večjih kmetijah kar velik dohodek in je vprašanje, kako bojo naprej postopali kmetje. Je pa res, da se plačila selijo na območja, kjer do zdaj niso bila tako velika. Tudi pri izenačitvah njiv in travnikov predvsem pridobivajo območja, ki niso delovno intenzivna. In to je verjetno vprašanje, če vodi do večje samooskrbe, ki si jo želimo. Povpraševanje po slovenskem mleku je veliko, ne? Mi žal tudi veliko mleka izvozimo, tako da slovenski potrošnik dobi premalo mleka, tako da tu imamo velike rezerve še, ne? In pa ne samo v Sloveniji, povpraševanje tudi v drugih državah, zdaj trenutno seveda tudi zaradi tega cena kar raste, upam, da še bo prihodnje tako, vendar pa tu na področju proizvodnje mleka se ukinjajo kvote in zaradi tega so rejci še toliko bolj zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo s ceno mleka in potem tudi, če bojo se poslabšala ta plačila, če bo manj plačil, potem kakšen bo potem ekonomski položaj teh kmetij. Seveda, najboljše bi bilo tudi za ostale panoge, ker je to, imamo premalo teh proizvodov, da bi se proizvodno vezala ta plačila. Ampak, kot smo slišali, Evropska unija ne dovoli, da se pri proizvodno vezanih plačil poveča proizvodnja, ampak se proizvodnja lahko samo ohrani. Potem je taka v bistvu nesmiselno, v bistvu nekaj vezati, če ne moreš povečati. To je v prihodnosti tako bilo, če smo mi proizvodno vezali neka plačila, da smo ohranjali neke krave dojilje v hrbovitem območju, so potem lahko tudi povečali. To je bila stimulacija kmeta. Tako da tudi za tiste proizvode, recimo poljedelske proizvode, če kakšne ekološke, če proizvodno ne vežeš, potem je manjši interes, kot pa, ker vsi dobijo enako, ali si proizvajal kaj, ali nisi proizvajal. Odgovor, ki ga že tudi na samih razpravah lahko damo, je, da model kot tak seveda nima vpliva na to, da bi se z njim dodatno spodbujala pridelava hrane, ker je v osnovi, gre v osnovi za koncept proizvodno nevezanih plačil in z mehanizmi neposrednih plačil oziroma tega modela ne moramo neposredno vplivati na obseg pridelave, lahko pa v enem delu seveda vplivamo na ohranjanje določenega obsega oziroma prispevamo z ukrepi predvsem proizvodno vezanih plačil, da ne bi v nekem sektorju prišlo do nazadovanja pridelave. Ta mehanizem seveda model omogoča. Slovenija ima v tem delu kar veliko ovojnico, če tako rečemo, je pa seveda vprašanje, ali bomo izbrali tiste prave sektorje, ali znamo prepoznati za naprej, kateri so tisti sektori, ki bi znali biti ogroženi zaradi izbire modela. Sedanji način neposrednih plačil ni pisan na kožo Slovenije. Namreč države, ki proizvedemo premalo hrane, bi v osnovi želeli imeti proizvodno vezavo, torej če proizvedeš več pšenice, več dobiš, medtem ko plačilo na hektar v osnovi lahko povzroči celo zmanjšanje proizvodnje oziroma zmanjšanje intenzivnosti proizvodnje. Po drugi strani pa ta način neposrednih plačil, ki jih do sedaj imamo, pa je omogočil, da smo ohranili večino delovnih mest, da smo ohranili poseljenost povsod, tudi tam, kjer je težje kmetovati, tako da nekateri učinki so torej pozitivni, za stališče proizvodne hrane pa nažalost ne tako zelo pozitivni. V vsakem primeru odslej naprej bomo zgubljali tisti, ki pošteno in pa dejansko se trudimo za samooskrbo in pridelujemo, predvsem pa živinorejske kmetije. Iz teh modelov je razvidno, da najbolj izgublja podravska in prekmurska regija, ki pa najverjetneje, po mojem mnenju, največ prispevamo k samooskrbnosti v Sloveniji. Zato sem malo zaskrbljen za te določene pridelave v tem območju, ali bodo sploh v takem obsegu še obstale, ali pa se bo pridelava celo zmanjševala. Sam proračun se je zmanjšal, tudi mi pričakujemo, da se bo zmanjšal, kar je logično, sploh naša kmetija, pitano govedo,
tu ocenjujejo, mislim, da okoli 20%, da se bo ta neposredna plačila zmanjšala, kar je normalno, ker smo pač bili vezani na zgodovinske pravice, ki se sedaj ukinjajo. Drugače pa jaz mislim, da Slovenija bi mogla dati poudarek na te panoge, ki so pa v Sloveniji prioriteta, kot je mleko, goveje meso, prašičareja ne morejo, ker pač Evropa ne dovoljuje. In pa tudi vse ostale, nekatere panoge pa tudi pridobivajo, predvsem hribovske in pa gorske kmetije, ki pa je prav, da dobivajo, da pač imamo tudi ohranjamo ta področja in se ohranja tudi kmetijstvo v višjem svetu. Učinki reforme se bodo odražali tudi v prerazporeditvi neposrednih plačil med kmetijskimi panogami in regijami. Zato je pomembno, da bodo po razpravi izbrani takšni ukrepi, ki bodo imeli za posledico manjše prerazporeditve, predvsem z ekonomskega vidika, kar pomeni, da bodo čim manj vplivali na slabšanje ekonomskega položaja posameznih kmetijskih panog in regij. Na prerazporeditve bodo gotovo vplivali dejavniki, kot so višina vstopnega praga, opredelitev aktivnega kmeta, izvajanje redistributivnega plačila, način dodelitve plačilnih pravic, način vzpodbujanja mladih gospodarjev in malih kmetij, način določanja okoljsko varovanih območij in nekateri drugi dejavniki. Jaz sem sicer pričakoval danes, da bojo te predstavitveni modeli šli bolj v to smer, da se bodo v prihodnje bolj stimulirale kmetije, ki pridelujejo hrano za na trg, ne pa dejansko bo praktično ostal sistem enak, samo se bo postopno zmanjševala ta neposredna plačila. Je pa v teh novih shemah se, tako sem vsaj danes razumel, se bo plačilo ekološkim kmetijam zmanjšalo. To pa mislim, da je zelo narobe, ker predstavljen je bil tudi model iz Francije, kjer predvidevajo dvakratnik plačila za ekološke kmetije, saj dejansko bi bilo treba ekološke kmetije spodbujati, da bi se čim več pridelovalcev vključilo v ta sistem kontrole in zdravega načina pridelave hrane, ker trg dejansko to od nas pričakuje in tudi išče se taka hrana na trgu. Jaz bi pričakoval, da seveda z plačili nekako imamo v vidu razvoj teh panog. Dejstvo je, da v Podravju resno načrtujemo razvoj tako namakalnih sistemov, posledično tudi razvoj teh dejavnosti, če bo ta infrastruktura narejena. In bi morala tudi ukrepe kmetijske politike seveda temu primerno stimulirati. Tu so potem lahko vključene tudi male kmetije, konec koncev. En zelenjadar pod 1 hektar površinami lahko tudi veliko pridela pomembne zelenjave, ki jo na trgu ali pa v samooskrbi manjka. Na drugi strani potem sadjarstvo, vinogradništvo. Mi nazadujemo z obnovami trajnih nasadov, več smo krčili, kot pa na novo sadili. In pa gotovo za moje pojme tudi panoga prašičareja, ki Slovenci tradicionalno največ mesa uživamo ravno od prašičev, jih pa v zadnjih letih vedno manj proizvedemo v Sloveniji. Tako da mislim, da bo odločitev novega programskega obdobja, ali bodo te panoge konzervirane, ostale na tem nivoju, kot so, ali pa bomo naredili premik. Ne smemo čisto vse prepustiti trgu. Trg je krut, vendar moramo pa tudi skrbeti, da bomo samooskrbo dvigali. Kako to rešiti? Čisto enostavno z tako imenovanim institutom aktivnega kmeta. To pomeni, da tisti, ki proizvaja tržne viške hrane, jih proda. Danes smo pravzaprav vsi v nekih sistemih na DURS-u ali kot zavezanci ali kot pavšalisti, se da to dokazati. Pa ne vem, če kmetija ne proizvede se za 300 ali 500 evrov bruto prihodka na hektar, potem pač enostavno bi mogla dobiti bistveno manj subvencij kot tiste, ko dela. Meni je popolnoma jasno, da bo mrzdo rekel, ja, zdaj tisti, ko že imajo več, bi še največ dobili.
Sploh ni tu bistvo v tem, koliko bo kje dobil, bistvo je v tem, da v Sloveniji moramo proizvajati hrano, če hočemo obdržati državo, če hočemo obdržati suverenost, če hočemo imeti delovna mesta. Iskanje rešitev, po moje, na koncu bo šlo predvsem v smeri, kako ekstenzivne, dejansko slabo proizvodne površine obravnavati z nekim modelom redukcijskega koeficienta oziroma na nek način, da imajo nižjo vrednost plačilne pravice, ker te površine so seveda hkrati, ker so pa iz vidika narave pomembne, z vidika ohranjanja krajine, se pravi iz drugih javnih dobrin pomembne, jih je možno seveda tudi financirati iz programa razvoja podeželja in nekako to izravnavati. To je eno od pomembnih vprašanj in drugo pomembno vprašanje, ki bo na koncu, je tudi kaj z maksimiranjem zmanjševanja plačilne pravice. Se pravi, državi je omogočen mehanizem, da nekdo ne izgublja več kot 30% oziroma do 30% glede na višino plačilnih pravic v letu 2014. In seveda to je pomemben mehanizem, hkrati je pa tudi v tem pomembna razprava, zakaj pa ima nekdo zelo visoko plačilno pravico in ali ima pravzaprav še danes enako proizvodnjo kot takrat, ko je to plačilno pravico pridobil. To so vse dileme, ki so bile izpostavljene na sestankih, ki jih imamo. Na koncu bo seveda težko najti pravo rešitev, vendar jo bomo morali najti. Odločitev bo potrebno sprejeti. Mislim pa, da do sedaj smo to že, mislim, da 3-krat napravili in da tudi 4. bo seveda prišlo do odločitve, s katero nekateri ne bodo zadovoljni, nekateri manj, nekateri bolj nezadovoljni, ampak na koncu mislim, da bomo našli ta pravo rešitev za to, da bomo sledili tistim ciljem, ki so zapisani tudi v strateških dokumentih. Ravno pri teh razpravah smo velikokrat slišali pripombe, ali so plačila sploh smiselna, glede na to, da imamo sedaj po vseh teh letih, ko smo jih izplačevali tudi v Sloveniji, toliko nižjo samooskrbo, pravzaprav nižjo, kot smo jo imeli pred začetkom izplačevanja ukrepov kmetijske politike. No, osnovni namen, ki ga imajo ta plačila, je zagotavljati neko osnovno dohodkovno varnost tistemu, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnost. In to je logika, ki jo ob razpravah seveda na ravni EU-ja se vedno poudarja. Se pravi, zagotoviti nek minimum tega, da se zmanjša tista nihanja, ki jih ima proizvodnja hrane na trgu, in v osnovi naj bi ta plačila seveda spodbujala k temu, da bi bilo kmetijstvo konkurenčnejše in na ta način seveda se proizvodno vezana plačila omejujejo, ker ta imajo na trgu seveda nasproten učinek. Se pravi, ker s plačilom spodbujaš proizvodnjo, na ta način na trgu ustvarjaš drugačne, kot pa so tržne razmere. In zato je ta pač osnovna logika, ki jo Evropa pri tem poudarja. Tako da ta plačila so seveda izjemno pomembna, zaradi tega, ker je kmetijstvo pod stalnim udarom nihanj in pa tudi sicer naravnih tveganj in tako naprej, in zato predstavlja to nek nivo dohodkovnega plačila. Drugo vprašanje, ki je s temi plačili povezano, pa je, ali lahko vplivajo na stopnjo samooskrbe. To je aktualna tema. Mislim, da v veliki meri je na obseg pridelave hrane vplivajo drugi mehanizmi. In seveda, ko nekdo za svoj proizvod dobi sila malo, ko so vložki v neko proizvodno zelo veliki, tisti, ki proizvaja, pa dobi občutek, da je za svoje delo premalo plačan, je to absolutno nekaj, kar kaže na to, da je problem treba iskati, oziroma rešitev za problem treba iskati tudi drugje. Zato toliko aktivnosti okrog promocije lokalno predelanih živil, poštena razmerja v verigi, vse te vsebine, ki
predvsem poleg neposrednih plačil lahko bistveno vplivajo na to, da si zagotovimo večjo stopnjo prehranske varnosti. Se pravi, ključni odgovor je v drugih mehanizmih, ukrepi kmetijske politike v okviru neposrednih plačil k temu lahko prispevajo samo v manjši meri. Osnovne cilje skupne evropske kmetijske politike naj bi v prihodnje dosegali s prožnejšim izvajanjem ukrepov kmetijske politike, kar naj bi vključevalo predvsem prepoznavanje raznolikosti pridelovalnih razmer v posamezni državi članici, torej tudi v Sloveniji. O tem, ali bomo svojo specifičnost znali predstaviti Evropi in predlagati takšne rešitve, ki bodo res vzpodbujale pridelavo hrane, primernejše ravnanje z okoljem in enakomeren regionalni razvoj, bomo po analizah učinkov ukrepov kmetijske politike lahko sodili ob koncu leta 2020. O načinu izplačevanja neposrednih plačil v novem finančnem obdobju pa bodo med drugim govorili tudi na letošnjem tradicionalnem posvetu Zadružne zveze Slovenije, ki bo potekal 10. in 11. marca v Portorožu. 11. in 12. marca imamo v Portorožu že 41. tradicionalni posvet Zadružne zveze Slovenije. To je en pomemben dogodek kot nekako zaključek vseh regijskih srečanj naših članov upravnih in nadzornih odborov po vseh slovenskih regijah. Našega posveta se bodo udeležili visoki gostje iz slovenskega političnega prostora, tako predsednica vlade, magister Alenka Bratušek, gospod magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje, gospod Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, potem gospod Peka Pesonen, generalni sekretar Kope Kočeke, to so največje nevladne organizacije v Evropski uniji, gospa Branka Tome iz Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije in pa še cela vrsta drugih pomembnih gostov. Teme so seveda izjemno aktualne, kakšna bo bodoča skupna kmetijska politika. V lanskem letu je Evropski parlament sprejel globalno usmeritev, torej proračun za obdobje do 2020. Mi se sedaj dogovarjamo, kako bomo ta denar v tistem okviru, kar je v pristojnosti Slovenije, razporedili tukaj v slovenskem prostoru in takšno srečanje, kot je v Portorožu, je prav gotovo neka točka, kjer se srečamo skupaj in se nekako pogovarjamo, v kateri smeri bi naj mi te odločitve tudi sprejemali. Vabilo velja seveda zadružnikom, tako članom upravnih nadzornih odborov, dosti krat pridejo tudi predstavniki občin, tudi upravnih enot, tisti, ki delajo na področju kmetijstva, predstavniki srednjega šolstva, fakultet in pa vsi tisti, ki so kakorkoli povezani s tem kmetijstvom in pa s podeželjem. Tako da teme bodo zanimive, predstavili bomo tudi aktualno stanje v kmetijstvu, to bodo predstavili predstavniki Kmetijskega inštituta, predstavniki Biotehniške fakultete bodo predstavili stanje v slovenski živilski industriji, seveda bo marsikaj rečenega verjetno tudi na temo mleka, ki je zelo aktualna tema v tem času. Predstavili bomo delovanje Deželne banke, ki je trden temelj kmetijstva in podeželja v tem času. Predstavniki semenarne bodo predstavili, kaj semenarna ponuja v tem aktualnem času, tako da teme so zanimive in res vsi lepo vabljeni, da se tega našega posveta udeležite. Drage gledalke in gledalci, današnja oddaja Ljudje in zemlja se je iztekla. Želim vam lep preostanek dneva in vas pozdravljam do prihodnjič.